Z mano v studiu pa že režiser, Robinov VIP gost, skoraj pravnik in komik, ki mu na šove pa je večinoma hodijo mlade pupe. Večinoma ne, so obiskovalke punce, tako od 25 do 35. Ja, z mano v predvalentinovem popoldnevu šarmer Tin Vodopivec. Pa to je noro. Živa, zdravo. Dobro, super, ta napoved noro, sploh nisem vedel tega v bistvu. Ja, nisi vedel. No, boš vedel pa še kaj novega danes. Novo predstavo recimo pripravljaš popoln kaos. Ja. Se kaotično slačiš na odru, da imaš toliko pup v publiki, ali kaj, kar je zadnjič ugotovil sam? Da preženem vse ljudi iz publike, ali kaj, da vsi zbežijo domov. Ne, bolj sam je kaos, to je kaos. Evo, jutri Valentinovo, so že kakšni plani, ali je tudi tebi zmanjkalo robčkov in vazelina? V bistvu imam en nastop, tako da jaz večinoma teh dni, ki so taki neki prazniki, pa nekaj jaz moram delati. Ja, tako je, ja. Drugače, skoraj si postal pravnik, kako to, da ni uspelo? Koliko časa si ugotavljal, da ni zate? Ja, kar dolgo, v bistvu sem bil absolvent, imel sem samo še par izpitov in pa se je zgodilo, da se je ta sistem spremenil in zdaj imam več izpitov, kot sem jih imel takrat. Po drugi strani se bi pa preveč naredil, ker se jih ful veliko ne šteje več. Tako da en profesor je umrl vmes, tako da to je dobra novica. Si samo zameril? Ne, sam ful je bil težek izpit, ba je, da zdaj ni več to. Da ne, so spremenili. Boš probal še enkrat, evo, prtanovmu, potem pa stand-up pot. Si odzmeraj sanjal, da bi bil komik, ali se ti je mogoče tudi drugače ponesrečilo v življenju? Ja, to se mi čisto ponesrečilo, tako kot vse v bistvu. Dobro si to opazil. Se mi zdi, da ko se učiš pravo, so ful debele knjige, res debele, in to imaš čas razmišljati druge stvari. In pa sem razmišljal o stand-up komediji, o tem, da bi govoril neke fore. In tako se je razvilo. Zdaj si pa gotovo, da tudi to ni zate? Ja, to pa ne, sej ne imaš prav. V bistvu, ko sem na meji tega, da neham. A se je kdaj zalomilo na odru, da je kakšna šala ni uspela in je bilo samo čričke slišati? Skozi, ja, točno to. Te črički hodijo za mano, očitno me spremljajo že celo življenje. Mislim, da je velikrat se to zgodi, še posebej, ko imaš nove fore, če nekaj novega probavaš, vedno probavaš tako čisto prestrašeno. Je pa tudi tako, da ni vedno vse za vse, tako da se mi že 100-krat zgodilo, v bistvu, da je bilo čiri in pa probaš se ven rešiti. V bistvu ti rata pol izziv, da se rešiš ven iz te jame. In največkrat verjetno še kakšna še boljša fora, ne? Pol včasih je to bolj smešno, kako se ti rešuješ ven. Ja, res je, no. Piješ res samo vodo? Ja, pa rakijo. In zakaj pol nisi samo pivec? Ja, saj sem bolj, to pa, ponovadi me zabavajo, da bi mogel biti vino pivec. Vino pivec bi bil bolj primeren primek. No, jaz se pišem pa črro, tako da tukaj se ni preveč zahecati z tega. Bi lahko bila en band. Torej, popoln kaos, kar sredi turneje si zamenjal naslov in koncept tvoje predstave. Ja, spet samski je bila prej. V četrtek se zato vračaš za premiero v Nova Gorica, v kulturni dom. Zakaj prav Nova Gorica? Ja, zato, ker je to vedno sonce. Mislim, danes je sonce, tako da smo rekli, ne vem, Nova Gorica mi je super, ampak moram čisto po pravici povedati, to je bilo malo dosti naključno. Lih takrat je bil frej termin v dvorani. Pobiraš tiste, okej. Bolj, ko sem gledal, manj sem si predstavljal, kako to zgleda na odru. Kaj se sploh dogaja? Dejansko ni nekaj običajnega, je tako? Ja, to je kombinacija stand-upa, improvizacije, celo freestyle rap. Freestyle rapa, tako da ljudem ni jasno, meni tudi ni jasno. Jaz v bistvu še sploh ne vem, kaj bo četrtek. Samo vem, da bo smešeno. To smo sigurni. Ja, se pravi, na odru se ti pridruži tudi komik, glasbenik, freestyle rapper Urh Mlakar. Živjo, Urh! Živjo! Dober dan, Rimo Kleparco Mlakar, ST pri telefonu, javljam se. Živjo, evo, Urh, zdaj jaz si ne prav zamislim tega kaosa na odru, ne? A lahko nekaj stestiramo? Omenila sta freestyle rap zraven vsega. Jaz sem kar skeptičen človek in sem pripravil en kup listkov, tukaj jih imaš. Imam jih jaz. Evo, v vsakem listku pa ena random beseda. Tin bi bil tako prijazen in izvlekel 3 besede tukaj ven, če želiš, lahko eno zamenjaš. Evo, zdaj sem izvlekel. Preberi jih. Prva beseda je gate. Gate, potem gremo proteza. Imamo kaos, to bomo zamenjali, kaos ne, ker je že vse skupaj kaos, in gremo na jajca. Jajca, evo, torej Urh, tvoja naloga je, da iz teh 3 besed narediš rap. Če ti rata še ti nazrostat vmes, pa bonus točke, evo. Ne, prosim ne. Smo pripravljeni, ajde, gremo. Gremo. Aha, vi v bistvu dal prav bit zraven. Tako, torej, gate smo rekli, proteza. Proteza in jajca. Gremo.
Ok, Urstu, ki rime ponuja, upam, da vam tole v studio ne zamuja. In tukaj na tem bitu bom poetičen, Jakob, kaj si vedno to skeptičen. Ej, jaz sem Urk, saj me poznate, pinu smrdijo, dosem gate. Zato, ker on med predstavo se ukenja in potem jih nikoli ne zamenja. To je Slovenija in on ga hajca. Kaj ima on mala? Ja, seveda jajca. Ampak seveda, to naslednja je poteza. To je veganska jajca, torej za majoneza. Ne vem, kaj sem zdaj res govoril. Probo sem naredil eno glupo foro, ampak si veš, da ni to moja jeza. On ful soflja, zato ker usti moja proteza. Zdaj si ti varam pred mano, Jakob. Seveda nisi tudi ti boš tlele umrl. Spet nazaj v zemljo, ker pišeš se črv. Wow, ja, hvala Urk za ta roast. Svidenje, fajn, ja, lepo vodi, Urk, bomo kar prekinili. In za aplauz, pa pozabil sem reči, da bo to popolni kaos. Hvala, Urk. Evo, to je bil en preview, kaj lahko pričakujemo v četrtek v Kulturnem domu in hvala tebi tudi Tin za super družbo. Zdaj pa Tin, kako bi ti napovedal ta naslednji komad, ki prihaja? Ja, zdaj prihaja Bob Marley. Nisem gledal njegov film o njemu, tako da sem ful čutim ta moment, ki se zgodi No Woman, No Cry. Se pravi, ne razumem, to v bistvu hoče reči, da če nimaš žensk, pa nimaš razloga za jokat. Verjetno je to kaj takega. Hvala Tin, hvala Urk in lepo bo ta. Živijo. Ajde. Radio